Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Tokratna epizoda je pregled aktualnega dogajanja na borznih trgih in pa pogled v prihodnost, ter kaj lahko pričakujemo do konca letošnjega leta oziroma kakšne so napovedi v letu 2022. Preverili bomo tudi, kje so potencialna žarišča, ki lahko vplivajo seveda na borzne tečajnice, ter kam z denarjem ta hip. Z menoj je Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja pri Generali Investments in upravljalec najstarejšega sklada pri nas, Generali Galileo, ki bo naslednje leto praznoval 30 let. Zdravo, Aleš. Živjo. Živjo. Upravljalec si, če so pravilne moje informacije, že dobrih 15 let. Ja, še malo več. Ja. Še malo več, ali govorimo že o 20 letih? Bomo blizu tega, ja. Blizu. Danes zjutraj je bila glavna borzna novica včerajšnji nekaj odstotni popravek cen navzdol, ampak preden greva na ta dogodek včerajšnji, dajmo vsem pogledati, kakšno leto je za nami. Lahko rečemo, da je zelo uspešno. Denimo prejšnji teden, 12. julija, če smo natančni, ameriški indeks S&P 500 dosegel zgodovinski rekord. In če pogledamo na splošno letošnje dogajanje, so praktično vsi delniški indeksi beležili rast z izjemo azijsko-pacifiške regije, ki pa je ravno zaradi včerajšnje korekcije vstopila v rdeče območje. Poglejmo še številke. Ameriški indeks Dow Jones and seveda tudi S&P 500, Stoxx 50 in nemški DAX so letos zabeležili več kot 10% rast, japonski Nikkei in kitajski Hang Seng pa letos zaradi včerajšnjega popravka beležita ta hip letos negativno rast. Podatki so zajeti danes, 20. julija, v ameriških dolarjih. Ponovno lahko rečemo, da se govori o potencialnem zapiranju gospodarstva zaradi delta oblike koronavirusa in pa zaradi potencialnega upočasnjevanja gospodarskega okrevanja se tudi vse to skupaj odraža na borzi. Žarišče pravzaprav kar nekaj, ki lahko potencialno tudi pripelje do zaključka tega 13 let trajajočega bikovskega trenda. Torej, Aleš, kaj se ta hip dogaja in kako v bistvu so relevantni takšni popravki po par odstotkov, kot smo ga imeli včeraj, in sem prepričana, da jih bomo imeli tudi v prihodnje. Ja, dogaja se veliko stvari. Zdaj, če se kar dotaknemo tega včerajšnjega popravka, jaz bi vseeno rekel, treba ga je vzeti z enim zrnom soli in pogledati majčken daljšega časovnega horizonta. Se pravi, izgubili smo rast zadnjih par tednov. Če pogledamo zgodovino borz, recimo zadnjih 50 let, smo videli, da pridejo lahko tudi mnogo hujši trenutki. Tako da jaz bi rekel, da je to že na grafu zadnjega leta komaj vidno, komaj viden popravek in iz tega vidika ne bi v sam ta popravek polagal preveč skrbi. Je pa dejstvo, da pik, tako kot si omenila Marja, po 13 letih je verjetno malo utrujen. Denarja so centralne banke pa države skrajele ogromno, sploh v tem pokoronskem obdobju in sedaj je, v bistvu smo v nekem obdobju tega spraševanja, kako dalje. Centralne banke so zadnje mesece začele nekaj komunicirati, da slej ko prej bo treba to veselico malo umiliti, ali pa zdaj zaključiti jo bo težko, ampak zmanjšati, bomo rekli. In seveda, vsako zmanjšanje likvidnosti ima tudi svoje posledice na obvezniških in na delniških trgih. In iz tega vidika, če ob to dodamo visoka vrednotenja, zgodovinsko gledano so vrednotenja zelo visoka, po drugi strani pa imamo celo kupico, kot si že omenila, recimo ne vemo, kako bo s pandemijo, pa z delto, pa s nekimi novimi variantami, ki se bodo verjetno še pojavile. Potem imamo geopolitične napetosti, ki se po Bidenovi izvolitvi niso zmanjšale, ampak se zdi, da se krepijo, vsaj na eni strani. Se pravi, cel kup nekih negotovosti, tehnologija se zelo spreminja, ker se bomo dotaknili pozneje pri podjetjih, se pravi, stara nekako niso več v modi, prihajajo neka nova. Tako da je teh negotovosti veliko in končni seštevek je to, da ob teh letošnjih dvomestnih številkah si na koncu vlagatelja reče, mogoče pa bi vseeno nekaj vzel iz mize, realiziral del dobičkov, ker to je sestavni del investiranja.
pa počakal mogoče na kakšne boljše nakupne priložnosti. Marsikateri vlagatelj malce drugače razmišlja, marsikdo šele vstopa na trg, potem ko vidi seveda te številke, te lepe rasti. In če se dotakneva preteklega desetletja, so v bistvu rasti res neverjetne in zdi se, da so praktično neponovljivi takšni donosi. Pa dajva pogledati kar številke. Recimo S&P 500 je v desetletnem obdobju ustvaril 221% donosnost, skupaj z reinvestiranimi dividendami, kar na letni ravni pomeni dobrih 14%. Nasdaq 100 je pa rekorder vseh rekorderjev, 506% donosnost z reinvestiranimi dividendami oziroma 21% na leto. Tudi japonski Nikkei je kar lepo delal, in sicer je ustvaril 173% donosnost v desetletnem obdobju oziroma 13% na leto. Lahko pogledava za primerjavo tudi nemški DAX, kjer so že vključene reinvestirane dividende in je ustvaril 110% oziroma slabih 8% na leto. Kitajski Hang Seng pa je v desetletnem obdobju pridelal najmanj od vseh omenjenih, in sicer le 24% oziroma 5% na leto. Trgi, rekel si, da so v bistvu vrednotenja visoka. Kateri trgi so precenjeni in kje je še prostor za v bistvu rast? Zdaj, težko bi ločili, bomo rekli, geografsko, kateri trgi so precenjeni in kateri ne, ker vrednotenja so povsod povišana. Dobro, zdaj zadnje tedne govorimo, da mogoče se kakšne priložnosti pojavljajo na azijskih oziroma še posebej na kitajskem trgu, ampak tam so neke druge v bistvu zakonitosti, tam vidimo, da tehnologiji diktira, kaj bo počela država in oblast, ne kot je to obratno v ZDA, ker tehnološka podjetja nekje diktirajo modus operandi, kako se bo država razvijala. Tako da precenjenost je seveda stvar neke percepcije. Dejstvo je, da ko primerjamo različne naložbene kategorije, pa recimo dajmo samo o teh osnovnih, nepremičnine, denar, obveznice, delnice, bi težko rekli, recimo, da so delnice v tem kontekstu močno precenjene. Ampak dejstvo je, da je politika centralnih bank zadnjo desetletje pustila močne posledice na vseh naložbenih kategorijah. Enostavno, če malo pogledamo te dolgoročne grafe, kako so rastle bilance centralnih bank, se pravi po domač povedano, koliko denarja so natisnili oziroma skreirali, pa kje so danes posamezne naložbene kategorije, posamezni naložbeni razredi, od nepremičnin, kot sem rekel, do obveznic, do delnic, tukaj vidimo neko zelo močno korelacijo. In zdaj v bistvu glavno vprašanje za vsakega vlagatelja je, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, se pravi ta going forward, kjer ne bom rekel, da je moje ugibanje bistveno boljše od vsakega izmed vas gledalcev, ali bodo centralne banke tiskale še naprej, potem tudi trgi lahko nadaljujejo s tem trendom, ali pa se bo ta politika, kakor so pričakovanja zdaj, nekoliko umirila, ker se pojavljajo inflacijski pritiski, potem tudi trgi s tem tempom ne bodo mogli nadaljevati. Gotovo se pa lahko priložnosti za v bodoče iščejo v delih trga, ki so mogoče, bi temu rekli, zapostavljeni ali pa niso toliko na očeh vlagateljev. Po domač povedano, mi, ki sem jaz začenjal pred 20 leti, pa smo brali neke modrosti, je bilo rečeno, da tanka ni množice, da tanka ni gneče, tam se vedno lahko najdejo zanimive naložbene priložnosti. Tanka pa večina vlagateljev pozicije že ima, tanka se je večina vlagateljev že zbasala noter v določene naložbe, tam pa enostavno povedano ni novih kupcev in tisto potem gre težko višje. Prej si omenjal, da je vse skupaj stvar percepcije, dajva pogledati še malo na kazalnike vzdušja. In sicer, kaj kažejo? Indeks strahu in pohlepa, ki ga izračunava CNN Money, trenutno kaže, da smo v območju izrazitega strahu. Kadarkoli sem omenjala ta indeks, smo bili v območju izrazitega pohlepa, zdaj smo pa na drugi strani izraziti strah.
Indeks VIX, volatility index, torej indeks nihajnosti, ki mu nekateri pravijo tudi indeks strahu, pa je ravno včeraj zaradi te korekcije in pač določenih pričakovanj poskočil iz 13 na 22 indeksnih točk. Samo za primerjavo, ta se mi zdi zelo zanimiva, VIX je marca 2020, ko je izbruhnil koronavirus, dosegel rekord pri 82 indeksnih točkah, medtem ko je bil VIX, ko je izbruhnila finančna gospodarska kriza leta 2018, le 44. Kaj se torej dogaja? Kako zdaj ljudje dojemajo vse skupaj? Se mi zdi, da so postali vsi zelo tako negotovi in mogoče zaradi tega tudi zelo impulzivni, recimo temu tako, v sprejemanju odločitev. Ja, to je dejstvo, to niso samo mali vlagatelji, vidimo, da je več teh impulzivnih odločitev tudi pri velikih svetovnih, tudi institucionalnih vlagateljih, to se je tudi stvar, ki se je spremenila v zadnjih desetletjih zelo močno. Vse to, kar smo že do zdaj povedali, kaže, da je negotovost v tem finančnem sistemu precejšnja, oziroma velika. Veliko teh neznank, kaj se bo zgodilo v prihodnje, pa tudi v končni fazi tako mali vlagatelji kot veliki vlagatelji nekako na podlagi preteklih izkušenj pa tega, kar vsi znamo, kar smo se naučili, imamo nek občutek, da to ni naravno stanje. Se pravi, da se kreira toliko denarja, da so obrestne mere tako nizke, oziroma da ne obstajajo, oziroma v Evropi so celo negativne, da je recimo razlika med visoko tveganimi obveznicami pa nizko tveganimi obveznicami tako majhna, da so pribitki recimo med korporativnimi obveznicami pa med državnimi obveznicami zelo nizki, oziroma da jih skoraj ni, da imajo obveznice v končni fazi, če jih popravimo za inflacijo, negativen donos. Vlagatelji morajo, oziroma varčevalci morajo na bankah plačevati bankam, da imajo lahko denar v bistvu shranjen tam. Vse to so stvari, ki so nove, več ali manj prvič v zgodovini, in vse to vnaša ta nemir vlagateljem. Zato so te kazalci, ta indeks strahu, visok. Po drugi strani pa vidimo, da še zmeraj likvidnost je visoka, ogromna, denarja je ogromno, vidimo, da so rekordni depoziti, ne samo pri nas, ampak povsod po svetu. Ljudje so v tej koroni, v bistvu, ker so manj trošili, so ogromno prihranili. In ta velika v bistvu zid denarja nekako drži v bistvu vse tečaje visoko. Zato je tudi vsem, kljub včerajšnjem popravku, pa je VIX nekoliko skočil, vsem je volatilnost zadnjih tednov in mesecev je v bistvu zgodovinsko gledano zelo nizka. Res je, ja. Glede na to, da imaš že skoraj 20 let izkušenj, pa glede na to, da se dogaja cel kup nekih emocij na borzi, kako v bistvu lahko mali vlagatelj, marsikdo se prestraši tudi teh manjših popravkov. Tudi Kruno Abramovič nam je povedal v podcastu, v epizodi, ko smo govorili o vzajemnih skladih, da se marsikdo zelo hitro ustraši in potem zelo hitro tudi pobere denar z borze. Kako v bistvu obvladovati svoje čustva? Kako si se ti to naučil v teh 20 letih? Ja, skozi izkušnje pa poizkusi in popravi. Po domač povedan, iz knjig se je to stvar zelo težko naučiti. To se naučiš na lastnih napakah, na lastni denarnici, ko vidiš, kaj deluje in kaj ne. Dejstvo je, da sploh v začetnih obdobjih je pomembno, da nisi pretirano izpostavljen z nekim vzvodom, leveragem, se pravi, da ne delaš z sposojenim denarjem, pa da ne delaš prehitrih in pretiranih premikov. Vedno se je treba vsak dogodek, ko se zgodi, mogoče globoko vdihniti pa premisliti, zakaj se to dogaja in kakšne posledice ne bi to pustili na naložbi. Šele potem odreagirati. Shoot first, ask questions later, mogoče pri odločanju za investicije ni najboljši pristop, bomo rekli. Ampak danes številni brokerji ponujajo ravno to, da ti v bistvu samo s klikom gumba si že denar lahko izposodiš in investiraš pač denar, ki v bistvu ni tvoj, na borzo. Danes je to postalo zelo enostavno.
Tako da zelo hitro. Seveda, ampak se brokerji živijo od tega. Brokerji živijo od tega, da ti klikaš in pač v bistvu generiraš neke provizije. Mogoče to za vlagatelja, zdaj te najnovejše platforme za vlagatelja je to mogoče na koncu brezplačno, ampak to ne pomeni, da broker nič od tega ne zaslužijo. Ker on v zadnji mogoče te podatke, kot smo videli pri Robinhoodu, pa še marsikje druge, proda velikim institucionalnim vlagateljem in ti so ponavadi potem na drugi strani. Zdaj, smo videli recimo na GameStopu vprašanje, kdo na koncu zmaga, ampak če se vrnem na začetno misel, največji sovražnik vsakega brokerja je to, da je neka zmerna rast in da ljudje držijo pozicije. Ker potem ni tradinga, ni volumna, se nič ne dogaja in oni ne služijo. Za vsakega brokerja je super, če je veliko število dogodkov, ki generirajo v bistvu večje spremembe v portfeljih, ker potem pride trgovanje in potem pridejo provizije. To je res, o tem smo tudi govorili z Tonijem Jukićem, ki nam je v bistvu razkril, kako v bistvu poskušajo brokerji aktivirati male vlagatelje, da v bistvu sprejemajo neke odločitve. Dajva se dotakniti zdaj dveh pomembnih igralcev na borzi, to sta Bik in Medved. Bik kaže na kontinuirano rast, Medved pa na trend upadanja tečajev. Greva se zdaj preleviti v Bika. Torej, staviva na nadaljnjo rast tečajev. Kaj so argumenti, kateri so tisti argumenti, ki lahko podpirajo nadaljnjo rast? Ja, glavni argument, po mojem oceni, je definitivno ohlapna denarna politika, kjer vidimo, da centralne banke sploh FED zelo močno nihajo. Od tistega sporočila, da mogoče bi se začeli z dvigom obrestnih mer že v 2022, pred nekaj tedni, da je to v naslednjih 2-3 tednih čisto izvodenela. In prejšnji teden je že bila že kažejo določeni signali, da mogoče oziroma da vlagatelji nekako niti ne pričakujejo več dviga obrestnih mer v 2022. Tako da centralne banke so vedno v bistvu kot kreator denarja in kreator nivoja obrestnih mer so glavni igralci in so najpomembnejši igralci in jih je treba spremljati, kaj počnejo. Druga, bom rekel, tak zelo močen argument za nadaljevanje Bika je to, da se pokažejo, da so cepiva v končni fazi učinkovita in da vse te nove neke variante koronavirusov ne bodo tako smrtonosne oziroma se ne bodo širile tako močno, da lockdowni ne bodo potrebni in da bo pač to, da bo gospodarstvo laufalo naprej na nekih obratih, ki so bili višji kot v preteklosti. To je drugo. Za tretje tak razlog je pa v bistvu nadaljen močen razvoj nekih novih zgodb, novih tehnologij, kaj mi rečemo, bomo rekli, avtomatizacija, digitalizacija in vse te zelo visoko leteče pridevnike, ki pač za sabo prinesejo rast prihodkov, višje marže, večje dobičke in tako naprej. To so po moje eni teh glavnih kazalcev, pa so pa še kakšne stvari, ki so pa bolj specifične za posamezno panogo, pa za posamezne geografske regije. Pogrešam to, da nisi omenil recimo poslovne rezultate podjetij. A je to sploh še pomembno? Žal se mi zdi, da manj, kakor je bilo v preteklosti. Seveda je pomembno. Čeprav vidimo, da se velikrat bolj prodaja ta zgodba, kakor pa sam trenuten ali pa poslovni rezultat v naslednjem kvartalu ali pa dveh. Zakaj nisem poslovnih rezultatov omenil? Zato, ker mislim, da so vse te cifre vsaj v ta kratkoročna pričakovanja že vračunana. Se pravi, jaz se mogoče celo majčkeno bojim, da so pričakovanja preveč optimistična. Zdaj govorim na splošno o trgu, posamezne podjetja lahko mod presenetijo in tudi verjetno bodo, ampak vidimo, da recimo klasičen tak primer so bile finančne delnice, ki so prejšnji teden kar pospešeno začele sploh ameriške objavljati podatke, in na koncu je bila reakcija negativna. Zato rezultati drugega kvartala so bili čisto super, ampak nekako te informacije, ki so jih firme podale zraven ob teh rezultatih, se pravi ta pričakovanja, so pa nekoliko razočarala vlagatelje in odziv je bil seveda negativen. To kaže na to, da se je v teh zadnjih nekaj mesecih v odpiranju in pomočnem odboju, tudi gospodarski kazalci, rasti BDP-ja pa meji kazalci, ki so močno skočili, da so mogoče šli malo predaleč in da vsa ta divja rast, ves ta odboj je dosegel nek plafon, nek nivo, kjer
ker se morajo mogoče malo znižati na neke bolj normalne stopnje rasti. Borza je pa vedno tako, vedno ta pričakovanja so preveč ekstremno negativna, kot smo jih videli v začetku epidemije, se pravi marc, april, maj lansko leto, ko so zrezali pričakovanja za v bodoče v bistvu na nenormalno nizko nivoje. In zdaj po tem odpiranju, ko se je spet, mogoče so ta pričakovanja malo previsoko in morajo zdaj priti v nek nivo, kjer bodo bolj normalna. Okay, greva naprej na medveda. Zdaj sva mi dva, zdaj se bova prelevila v medveda, torej staviva, da bodo tečaji upadali. Kateri so tisti argumenti, ki lahko to podpirajo? Rast obrestnih mer oziroma manj ohlapna denarna politika, neko zategovanje pasu, bomo rekli. Potem inflacija. Se pravi, če inflacija preseneti, bo to imelo predvsem negativen vpliv na tako imenovano hitro rastoča podjetja, vse te velike uteži v indeksih in to bo imelo potem seveda negativen vpliv na cel trg, čeprav določeni segmenti bodo lahko tudi pod inflacijo prosperirali. Potem je to, da se pokaže, da so cepiva manj učinkovita in imamo zaradi tega spet v bistvu neke oblike lockdowna, kot smo jih videli v lanskem letu oziroma še v prvih parih mesecih letošnjega leta, da se to ponovi jeseni. Geopolitične napetosti, se pravi odnosi med Evropo, ZDA na eni in na drugi strani Kitajsko, recimo se še naprej zaostrujejo, slabšajo, preidejo v neko obliko v bistvu trgovinske vojne, bolj konkretne. Pa v Evropi recimo se vedno znajo politiki na koncu med sabo skregati, to je že desetletja rak rana v bistvu Evrope in s tem kreirajo neko nezaupanje do vlagateljev. Pa še bi se kaj našlo. V končni fazi recimo nismo nič omenili zelo velika v bistvu ta razkorak med tistim enim ali pa enim promilom ljudi, ki ima, bomo rekli, neskončno premoženje in pa sploh v Ameriki recimo spodnjih 25%, ki ima praktično nič, ta korak je enormen in to generira zelo močne neke te socialne težnje, tako da lahko vidimo, zdaj videli smo globalni dogovor nekako, ki mora biti še potrjena, tukaj opozarjam parlament oziroma senat v Ameriki, kar dolga pot, da se bo to potrdil. Ampak teh 15% se lahko prelevi tudi v kaj drugega, zaradi nekega teh socialnih napetosti že omenjenih. Tako da tudi argumentov na strani medveda je kar veliko. Pa v končni fazi visoka vrednotenja, ki jih imamo na trgih. To bi mogoče lahko kar postavila na prvo mesto. Tako. Zdaj, ko si omenjal Ameriko, včasih je veljalo pravilo, da ko Amerika kihne, se prehladi cel svet, zdaj pravijo, da so pomembni tudi drugi igralci na trgu, predvsem Kitajska, pa vendar, Bidenova politika je pomembna tudi pri celotnem borznem dogajanju. Načrtujejo zvišanje davkov na kapitalske dobičke v ZDA, to seveda ne more biti dobra novica za vlagatelje. Kako v bistvu Bidenova politika vpliva na borzne trge? Ja, definitivno je manj teh premikov, volatilnost se je znižala, odkar je Biden na mesto Trumpa, ampak določene stvari, to je moj, bom rekel, tako opažanje na podlagi 2 desetletij izkušenj, je, da vseeno določene stvari niso tako pomembne od tega, kdo je predsednik, ampak je odzadaj precej širši ta administrativni aparat in grejo po določeni poti. To smo videli recimo, da se nekako ta situacija, čeprav retorika se je umirila, situacija s Kitajsko se pa ne umirja. Ne tvita se več vseh teh negativnih informacij, ampak odzadaj se nekako ta tehnološki boj za prevlado v svetu se nadaljuje in te omejitve se nadaljujejo. Kar je pozitivno, sploh za nas, v končni fazi je to najpomembnejše, da se odnos Amerike z Evropo se je močno popravil. Se pravi, pred nami je očitno dogovor, to je desetletje trajajoč spor glede subvencij letalske industrije, se pravi okrog Airbusa in Boeinga. Danes je bila novica, da smo praktično pred podpisom nekega dogovora med Nemci, med Američani glede severnega toka, se pravi ta Nord Stream, ki je tudi v bistvu bil izvor nekih groženj s sankcijami. Umaknjene so z evropske strani umaknjene te tako imenovani ta digitalni davek, se pravi neko ločeno obdavčevanje velikih IT podjetij.
na drugi strani bodo Američani oziroma del so že umaknili, pa še bodo vse te neke davke na luksuzne dobrine, ki prihajajo iz Evrope, pa na vina, pa na sire, pa podobne zadeve. Tako da naredil se je nek blok na relaciji Evropa-ZDA, te dve celine sta se poenotile in zdaj nekako bolj enotno nastopata tako proti Kitajski, kot recimo proti Iranu. Vseeno se zdaj nekaj pozitivnega dogaja na odnosu do Irana med ZDA in Iranom, tako da mogoče se nam tukaj lahko obeta nek dogovor do konca leta ali pa v roku 12 mesecev, ki naj bi vsaj v tem delu sveta nekoliko zmanjšal napetosti. Na drugi strani pa, kar si omenila, notranje ameriške zadeve. Davki bodo višji, ampak v končni fazi mogoče to na kratek rok vpliva na marže, ampak na daljši rok, če bo izboljšal življenjski položaj, ko smo omenili spodnjih 20-30% prebivalstva in jim s tem povečal kupno moč, to ne bo tako slabo. Če gledamo zgodovino, je šlo Ameriki najbolj takrat, ko je bil v bistvu daleč najmočnejši srednji razred, to so pa v bistvu 60, 70, 80 leta, takrat je bila Amerika tudi v primerjavi z ostalim svetom v bistvu največja supersila. Tako da bomo videli, veliko stvari je na mizi, veliko stvari se dogaja. Jaz mislim, da je treba stvari spremljati, pa se pač prilagajati. Ni zdaj to potrebno na dnevnem nivoju, ampak kvartalno ali pa polletno je pa treba malo pogledati, kje je portfelj. Zanimivo, ker ne omenjaš recimo še ene vele sile, recimo Rusije, o tem se sploh nič ne govori. Kje je Rusija danes na tem zemljevidu? Rusija je vele sila sam še v bistvu v tem vojaškem pogledu. Gospodarsko gledano je utež ruskega gospodarstva v svetovnem merilu majhna, relativno minorna. Tudi nekako to, da bo počasna ali bo hitra, bomo videli transformacijo na zelene vire energije. Rusija kot največji izvoznik energentov malo izgublja na svojem pomenu. Te nove tehnologije niso se nekako zelo močno. Delež novih tehnoloških podjetij v Rusiji, kljub temu, da je vseeno zelo velik trg, je relativno majhen, še vedno prevladujejo naftni sektor, materiali in tako naprej. Tako da ekonomsko gledano Rusija neke velike teže nima. Ma politično moč, seveda meša štrene, je pomemben gospodarski partner v Evropi, ampak nekako z vidika svetovne geopolitike je danes os Kitajska, ZDA. In tudi Evropa je tukaj v bistvu zdaj več ali manj postala nek satelit oziroma je satelit ZDA. Že prej tudi strani Kitajske, kako njihov pogled na Evropo ni bila v središču pozornosti in ni bila vedno povabljena k mizi. Čeprav si Evropa to želi. Ja, žal, da je postala Evropa satelit ZDA. Zdaj, ko sva omenjala Kitajsko in te napetosti z ZDA, mogoče bi tukaj lahko vseeno omenila še, kaj se dogaja na področju IPO-jev. To je bila zelo vroča zgodba. Kitajski finančni gigant Ant lani poleti, ko je načrtoval IPO, mu je seveda kitajska vlada to nekako preprečila. Podobno se je dogajalo tudi z transportno platformo Didi, ki pa je vsem potem uspel izpeljati IPO v ZDA. Se pravi, Kitajci na vsak način želijo obdržati svoja tehnološka podjetja na Kitajskem. To se zdaj kaže kot neka očitna politika. Problem, bomo rekli, Kitajske in celega investiranja na Kitajskem je to, da nekako vedno nek zajec skoči iz klobuka ali pa nekdo iz grma na vlagatelja. Vedno se nekaj zgodi, komuniciranje je relativno slabo. Ampak jaz bi rekel, po moji oceni je povsem očitno. Na Kitajskem je prioriteta sledeča: partija, država in potem je vse ostalo. In očitno je, da je, ker pač kitajska tehnološka podjetja imajo seveda ogromne baze podatkov, podobno kot ameriška ali evropska. In očitno je na Kitajskem to postalo problem. Se pravi, nek privatnik, nek Jack Ma ne more te baze nadzirati brez dovoljenja države in partije. In te zadnje poteze, ki smo jih videli strani kitajske države, so samo sporočilo vsem kitajskim podjetjem, sploh tehnološkim,
da se morajo podrediti državi in da Kitajska ne bo dopustila, da bi to postalo neko samostojna otočja, bomo rekli, znotraj države. Ne tako, kot je v ZDA, ampak bo tukaj neka drugačna nova pot. Zdaj, ali ima to lahko vpliv na ta kitajska podjetja, da bodo, ne vem, v nekem času, v 5 ali pa v 10 letih zaradi tega začeli nekako tehnološko zaostajati, ker to je ponavadi posledica, če se začne država vmešavati v podjetja. To bomo videli. Ampak dejstvo je, da oblast teh podjetij ne bo izpustila. In tudi ta Didijeva kotacija, zdaj, ko imamo več zgodovine, kaj se je tukaj dogajalo od zadnja, kaže na to, da podjetje na koncu ni hotelo poslušati partija, so naredili ti IPO. Zdaj, zakaj so ga naredili, je drugo vprašanje. Dejstvo je, da so s tem v bistvu na kak način ogoljufali ali poškodovali vse zahodne vlagatelje, ki so šli v ta projekt, pa jim niso razkrili vseh informacij. Tukaj bodo seveda sledile tožbe, ampak jaz se bojim, da je škoda storjena v smislu tega, da bo zdaj vsako bodoč IPO, ki bo prihajal iz teh držav, percipiran kot bolj tvegan ali pa visoko tvegan in bo posledično zaradi tega prišel težje do denarja, nižje bodo cene, a pa mogoče ga sploh ne bo. Pred časom sem opazila en zelo zanimiv primer ravno z Kitajske, ko so v bistvu Kitajci spremenili pravila igre za izobraževalne platforme in potem so delnice vseh teh podjetij dobesedno padle za 70–80%. Tako da lahko se partija spomne, da bodo spremenili pravila igre oziroma povečali regulacijo in v bistvu posledično se to odrazi tudi na vrednosti delnic. Definitivno, kot sem rekel, ta pravila so zelo nejasna oziroma se jih sproti spreminja po potrebi, pa ne po standardih, kot smo jih navajeni v Evropi ali pa v ZDA, se pravi, da grejo skozi neke postopke, pa so možni neki ugovori, pritožbe, tam enostavno, kot smo videli tudi takrat spomladi, Jack Ma se nekaj časa ni oglasil, zdaj ali so ga dali v hotel ali pa so ga dali kam drugam, ne vemo, ampak to niso neki standardi, ki so v veljavi v zahodnem svetu, bomo rekli v demokracijah, tako da to ti dviga neke te zahtevane pribitke za tveganje in posledično so vlagatelji bolj previdni in tečaji so nižji. Res je. Greva pogledati še malce na Ljubljansko borzo, tudi slovenski SBI top je zelo lepo rasel, do 28% z reinvestiranimi dividendami, 30 približane, Adria Prime, ki vključuje tudi delnice prve kotacije Ljubljanske borze in Zagrebške borze, tudi 20%, dobrih 20% pridobil, torej dvomestna rast tudi pri nas. Kakšne so pričakovanja za slovensko borzo? Dobivam zelo veliko vprašanj tudi na to temo in to bomo seveda naredili prav posebno epizodo tudi o tem, ampak vseeno, kakšno je tvoje mnenje o slovenski borzi zdaj, danes in pa recimo v obdobju 5 in več let? Ja, končno so zeleni časi posijali tudi na Ljubljansko borzo, tam sem začel. Ja, je nekaj zanimivih delnic, po moji oceni, na Ljubljanski borzi. Problem je pač v tem, da jih je samo nekaj, in v zadnjih 10 letih se praktično nič ni zgodilo, oziroma nekaj podjetij je šlo v stečaj po krizi in so še te izginila. Tako da ta nabor potencialnih naložb je ful majhen, ful nizek. Tako da iz tega vidika je vlagatelj omejen, je pa v luči tega pretakanja denarja iz depozitov na kapitalske trge, se najde, kot sem rekel, par zanimivih naložb. Meni se zdi zanimiva, jo tudi priporočam za investiranje, ampak z nekim zrnom soli. Se pravi, da to je en del portfelja, ampak ne sme biti pretežen del portfelja. Jaz mislim, da če ima en varčevalec globalno razpršen vlagatelj 5% na lokalnih trgih, v regiji, je to več kot dovolj. Zdaj pa, če se kdo počuti, da pa bolje pozna, da je bolj naklonjen špekulacijam, potem pa, da je bolj aktiven trgovec, bomo rekli, potem pa mogoče tudi več. Ampak za enega povprečnega vlagatelja je pa to samo nekako pot k razpršitvi. Zdaj, kaj pa v bodoče? Zdaj,
Obrestne mere bodo še nekaj časa v bankah nizke. Delnice na Ljubljanski borzi večinoma niso vrednotene visoko, se pravi, da so relativno privlačne, dividendni donosi so visoki, tudi panoge, v katerih poslujejo, so relativno stabilne. Tako da jaz pričakujem, da ob tem prelivanju denarja iz depozitov na kapitalske trge, da lahko Ljubljanska borza nadaljuje z neko zmerno rastjo. Se mi pa vseeno zdi, da neke ekstremi, kot smo jih videli recimo med 2006 in 2008, da v tej konstelaciji izvesti stvari, kot so naštimane, ne verjamem, da so možni. Tako da neka zmerna rast, ne pa pričakovati 50 ali pa 100%. Konstelacija zvezd. Okay. Da mi povej, ko omeniš, da so privlačne nekatere delnice, seveda, katere so to? Zato pa se bojim, da posamezna imena v skladu tudi z našo politiko ne morem preveč izpostavljati, ampak sej v končni fazi je 6 delnic, ki so zanimive res na Ljubljanski borzi. Tako da mislim, da naloga posameznega vlagatelja ni pretirano težka, da izbrska te ven. Okay, gremo naprej potem na še eno nišno področje, in sicer to so panoge. Načeloma vlagateljem, malim vlagateljem, ki niso preveč nagnjeni k tveganju, nekako svetujemo previdnost pri investiranju v posamezne panoge. Vseeno je potrebno tukaj malce več znanja, so pa podatki tudi tukaj zelo taki lepi. Imeli smo rast v panogi energija, finance, komunikacije, nepremičnine, so zabeležili letos 15% rast, najmanj pa v sektorju družb, ki se ukvarjajo s preskrbo z vodo, energijo, plina, se pravi utilities. Torej, na katero panogo se splača danes staviti za recimo obdobje, koliko bova rekla, 5 in več let? Čeprav jaz mislim, da bi bilo potrebno tukaj daljše obdobje, recimo 10 let. To govorijo res o ekstremno dolgih obdobjih. Zdaj mogoče samo par stavkov komentarja na letošnje dogajanje. Sploh si omenila finance, energijo. To so pa te klasična, bomo rekli, inflacijsko trgovanje, inflation trade, se v tujih medijih. Pač ljudje so šli noter v panoge, kjer so pričakovali, da bo neka zaščita pred inflacijo, ali pa kjer, da bodo zaslužili za povišeno inflacijo. Tako se zdi na trgu, da se je ta način investiranja, ta trade se je majčkeno izpel. Tako da smo zadnje tedne spet videli, da se je selil del denarja nazaj v IT, tako da smo videli razni Amazoni pa Apple so šli na nove rekorde. Jaz mislim, da tudi znotraj IT panoge, če moram eno panogo izpostaviti, ki jo vidim za naslednjih 5 let, se mi vseeno zdi tukaj nek segment pa panoga, ki bi lahko izstopala. Je pa res, da sam pri sebi, jaz kar veliko dam na poborzno zgodovino, in vidimo, da po desetletjih, tisto panoga, ki je bila prejšnjo desetletje zmagovalec, in med 2010 pa med 2020 je definitivno zmagal IT. Tista panoga praktično nikoli ni v naslednjem desetletju bila ponovni zmagovalec. Tako da tukaj je vse malo previdnosti. Če bi mogel, bom rekel, nekega divjega konja, kjer bi si upal staviti kontra trgu, je pa panoga oskrbe, oziroma utilities. Čisto iz enostavnega razloga, vrednotenja so vse nizka, poslovanje je relativno stabilno, pa ta novi trend ESG, oziroma zelenih politik je tukaj zelo močan. Tudi smo videli, Evropska komisija bo ogromno denarja zmetala not za prehod na neke nove vire energije, plus panoga ima ogromne rezerve z avtomatizacijo in digitalizacijo. Ampak vse te investicije v tej panogi imajo relativno dolg ta povrat nekega rezultata, nekega donosa, in to ni z danes na jutri. Ampak z temi novimi programi Evropske unije, z pokoronskim ukrepanjem, se tukaj sprosti ogromno denarja, investicij bo ogromno v tej panogi in pač podjetja bodo s tem, ko bodo investirala, z državnimi subvencijami in tako naprej, bodo lahko odklenila te neke dodatne donose.
Je pa res, da na drugi strani smo že videli, ko so donosi skočili, mislim, da španska vlada takoj predlagala neko omejitev, in da bi presežen donos šel v nek nov sklad za nek nov razvoj, bomo rekli tipično birokratski nek pristop. Tako da to bi bilo na kratko to. Je pa znotraj posameznih panog, se mi zdi, mogoče bolj kot panoge so neke podpanoge, kjer se najdejo neke zanimive zgodbe, ki se dogajajo. Naprimer? Recimo znotraj te široke potrošnje so potencial klasični avtomobilisti. Videli smo Teslo, kako jo je izstrelil v zadnjih 2 letih. Pa zdaj nekako se razvija, da zgodba ni več v avtomobilu, ampak je v vesoljskih poletih in tako naprej. Na koncu bomo pa ugotovili, da bodo klasični avtomobilisti v bistvu se že nakazuje, da bodo dvignili marže, vrednote niso ful nizko, pa še zmeraj bomo vsi vozili ne toliko Tesle, ampak pač električne Volkswagene, Forde in tako naprej. To je recimo ena taka. Znotraj same trgovine je pa Amazona, ki je nekak pojem e-commerce, vidimo cel kup nekih drugih stvari, ki se dogaja, v spredje prihajajo recimo tudi določena evropska podjetja, recimo Zalando je ena tak, ki je bolj v fashion retailer, ampak si zavzema kar pomemben kos v Evropi. Potem so recimo znotraj plačil, se pravi teh paymentsov, so neka manjša podjetja, niso Vise, Mastercardi pa PayPali, ampak si trgajo pomemben kos pogače. Pa to govorimo vse o podjetjih, ki ustvarjajo nekaj, niso startupi, ki imajo EBITDA, tudi vrednotenja v marsikaterem primeru niso pretirana. Tako da tukaj je se pravi cel kup nekih zadev, ki bi potencialno lahko bila zanimiva. Znotraj recimo najbolj take panoge, osnovne potrošnje, se pravi staplesov, je recimo Nestlé postal podjetje, ki je zelo propulzivno, in stopnje rasti se gibljejo zadnje kvartale med 5 pa med 7, se usmerjajo na neka druga področja in iz tega vidika, recimo, če pogledate gibanje te delnice v primerjavi z ostalimi nekaterimi staplesi, je čisto druga zgodba. Tako da se mi zdi, da mogoče spet vstopa v spredje malo to, da so tudi posamezna podjetja važna, ne toliko samo, da si bil v neki panogi, pa je vse letelo pa šibalo. Zdaj omenjal si ESG, prejšnjo epizodo smo imeli o ESG investiranju, se pravi okoljski, družbeni in upravljalski vidiki investiranja. Delnice že imajo, številne delnice, sploh te večje, imajo ESG oceno, pogledala sem tudi nekateri tuji vzajemni skladi imajo že ESG oceno. Ali recimo ti, ko investiraš, ko iščeš naložbe, si pozoren na ESG oceno ali ne? Na samo oceno ne toliko, ker sama ocena je nek točkovni seštevek vsega. Definitivno pa sem pozoren na vse te vidike, ker v končni fazi so to stvari, ki jih bodo gledali tudi drugi vlagatelji, sploh recimo pri ETF-ih to postaja pomembna kategorija, oziroma določenih institucionalnih vlagateljih, recimo največji sklad na svetu, norveški državni naftni sklad, pa tukaj zelo stroge kriterije. In če vsi ti vlagatelji bodo določene delnice odprodajali, recimo, ali jih pa ne bodo kupovali, se tam likvidnost na določeni delnici zmanjšuje se interes za to delnico in seveda iz tega vidika je tudi zame manj privlačna, ker bom imel v bodočnosti ali manj bomo rekli, potencialnih investitorjev, katerih bom prodal, manjšo likvidnost in vse skupaj. Tako da ja, ti kriteriji so pomembni in seveda jih gledamo, se pa ne zreducirajo, bomo rekli, na neko točkovno vrednost. Ljudje smo sicer taki, da imamo radi zelo to točkovno vrednost, ampak jaz mislim, da je tukaj zgodba je širša in se jo ne da zreducirati samo na to oceno. Ja, ampak vseeno se mi zdi, da postaja ta ocena zelo pomembna tudi z vidika institucionalnih vlagateljev, to nam je tudi povedala Silva Deželan, ki je strokovnjakinja prav za ESG področje, tako da bomo videli, kam bo peljal ta vlak.
Mislim, ta vlak bo postal mainstream, to je dejstvo. In tudi slovenski skladi počasi stopamo proti temu. Ne moremo reči, da smo tukaj neki bistveno odzadji za podobnimi evropskimi skladi. Vsi odkrivamo v bistvu to celo področje na novo. Na koncu, ja, pri odločanju o posameznih naložbah bo pomemben ta skor, oziroma ta točkovna vrednost. Ampak, kot sem rekel, zgodba je širša in tukaj odzadaj je veliko nekih dejavnikov, ki na koncu privedejo do te vrednostne točke, ampak važni bodo trendi, predvsem, ki se pri teh dejavnikih odzadaj dogajajo. Inflacija je tudi neka točka, recimo temu tako. Zdaj, so različna mnenja glede same inflacije. Nekateri pravijo, da bo povišana, nekateri, da ne bo, da bo prišlo do stagflacije in tako dalje. Skratka, mnenja so različna, številni so v precepu. Kakšno je tvoje mnenje, recimo na nek krajši rok, se pravi 12-mesečni, ali bomo priča povišani inflaciji, oziroma nekateri govorijo celo o hiperinflaciji, oziroma kaj lahko pričakujemo na malce daljši rok, srednji rok, 3 do 5 let? Tukaj mogoče bi na začetku dodal kot opozorilo, ne vem, če je moje mnenje kaj bolj vredno od vseh ostalih, ker inflacija je eden izmed ekonomskih pojmov ali pa pojavov, ki je najbolj nepredvidljiv, pa po drugi strani tudi po moje najmanj razumljen. Ja, naslednjih 12 mesecev, zdi se, da je ta šok, ki bo trajal še par mesecev, da se bo nekako malo razvodenel jeseni. Se pravi, da te stopnje ne bodo več tako visoke. Gre na eni strani čisto za matematičen efekt. Se pravi, zdaj smo nekako predihali tisto lanskoletno obdobje, ko smo videli zaradi vseh omejitev javnega življenja, zaradi korone, ko smo videli v bistvu deflacijo, upad cen, ker ni bilo enostavno povpraševanja. Zdaj bo to šlo iz izračuna ven in jesenski meseci bodo iz tega pogleda te stopnje rasti bodo manjše. Na drugi strani vidimo, da so se zadnje tedne določeni materiali malo ohladili, vse to divjanje se je majčkeno ohladilo, kovine oziroma neki drugi materiali cene so se znižale 10-15%, les recimo, ki je bilo zelo taka spremljena zadeva, se je skorigiral več kot 50% iz vrha. Tako da tudi na teh tako imenovanih soft commoditih, na prehranskih surovinah so se stvari umirile, nekje nekoliko znižane. Neka poročila letine ne bodo tako slabe, ker se je napovedovalo par mesecev nazaj. Tako da ta pritisk se je malo zmanjšal. Na drugi strani, če pa malo ta dolgoročnejši vidik pogledamo, pa jaz mislim, da inflacija bo višja, kot je bila v preteklem, neko povprečje v preteklem desetletju. Enostavno zato, ker toliko denarja je bilo skreiranega in jaz mislim, oziroma jaz verjamem, da te neke ekonomske zakonitosti tečejo naprej oziroma veljajo in drugače ne more biti. Ker tudi po drugi strani zdaj ne pričakujemo, da se bo masa denarja začela zmanjševati. Ko govorimo, da bo denarna politika manj ohlapna, bodo samo malo manj divje tiskali denar, še vedno ga pa bodo. Tako da jaz mislim, da je inflacija to, kar smo bili navajeni, ti nizki nivoji izpred 5 ali pa 10 let, jaz mislim, da tega v obdobju 2020 do 2030 ne bomo videli na takih nivojih, da se moramo sprijazniti z višjo stopnjo. Kaj to pomeni višja stopnja? To bo več kot 2-3%? Jaz mislim nekje na nivoju, zdaj 5 mogoče je že kar visok, ampak na nivoju med 3 pa med 5 bi jaz rekel. Je pa tako, kot sem rekel, tukaj gledamo v kavno usedlino in ugibamo. To je za moje pojme, pa tudi po ostalih vidim, najbolj nenapovedljiva kategorija. Že ECB je skozi ciljala, recimo, pa tudi FED v končni fazi so skozi ciljala neka inflacija, pa nikoli ne zadela v zadnjem desetletju. Tako da težko je predvideti, ker to je tudi, recimo, veliko je odvisno, kaj bodo ljudje počeli s temi prihranki. Zdaj, če vsa ta varčevanja, vse to enormno rast prihrankov, če se bo to nadaljevalo s tem tempom, da bomo zapravljali, bo inflacija verjetno nižja.
Če se pa ljudje odločijo na neke točke, zakaj pa ne vemo, zdaj tega več zapravljamo, ne. Potem pa, če bo to vse drvelo v potrošnjo, pa bomo videli inflacijo, ne, mogoče lahko tudi več kot 5%. Tako da enostavno je teh inputov, ne, teh dejavnikov, ki vplivajo na inflacijo, toliko velik, da je to na rok par let nemogoče napovedati, ne. Tudi sej ameriška politika oziroma oblasti se ne vejo, kakšno denarno politiko bodo imeli čez 2 leta. Pa je to en glavnih inputov v končni fazi na inflacijo. Tako da, Ja, samo številni pač ljudje imajo danes nekaj denarja in jih je strah povišane inflacije, recimo pa, da bojo potrebovali denar čez 3 ali pa 5 let. Na kaj naj zdaj naredijo s tem denarjem, da ga ne poje inflacija, ne? Če zdaj obstaja tako tveganje, da se poviša na 5%. ja, jaz mislim, ta strah izvira iz tega, da imajo pač nepravilno razporejene prihranke, a ne. In mislim, da je to srž problema, ne toliko vprašanje, kje bo inflacija, pa ugibanje okrog tega, kje bo inflacija, ne. Oni, pač vsi ti ljudje morajo imeti pravilno razporejene prihranke, ne, oziroma bi jih že mogli imeti. Zdaj, če boš čez 4 leta rabo denar dodajati ful tveganih naložb, kot so delnice ali pa ne vem, kripto ali pa karkoli, nima nekega smisla, ne. Je pa dejstvo, da če tega denarja veš, da ne boš potreboval čez 3 leta, ampak varčuješ nekaj na daljše obdobje, za penzijo ali pa za, ne vem, za neko stanovanje, karkoli, je pa treba imeti neko logično razpršitev in ta portfelj mora biti razpršen. In zdaj, koliko so slovenske sestave portfeljev, da je 90% vsega denarja v bančnih depozitih, je pač neumnost, a ne. In ni problem inflacija v tem primeru, problem je neoptimalno razpršeni prihranki. Ja, žal ljudje niso pravočasno se aktivirali in pravilno razpršili. Pa sej ni prepozno, če ne govoriva o 3 letih, a ne, če govoriva o roku 5 do 10 let, še zmeraj je možno pač ta sredstva razpršiti na različne naložbene kategorije in s tem se pač izogniti temu tveganju, da imaš ti vse v depozitih, čez 2 leti se pa pokaže, da je inflacija ful skočila. Ja, o tem smo tudi pisali mi v blogu, tako da bom dala povezavo, kako plasirati oziroma kaj narediti zdaj z 200 tisočaki v obdobju 3 do 5 let, ne. Tako da mogoče dobijo tudi tam kakšno idejo. Omenil si kripto. Kot upravljalec premoženja sem prepričana, da spremljaš tudi kripto trg, kaj ne? Zlasti vsaj te večje kriptovalute, Bitcoin, Ethereum. Kakšno je tvoje mnenje o kripto trgu? Nekateri finančni strokovnjaki, zlasti v tujini, dejansko svetujejo malim vlagateljem, da vključijo tudi kriptovalute v svoje portfelje, sicer v manjšem odstotku, pa vendar postaja kot nek naložbeni razred tudi kriptosvet oziroma kriptovalute. Ja, jaz jih vidim predvsem kot odlično šolo. Se pravi, to, kar sem jaz rabil, ne vem, prvih 5 ali pa 10 let, ne, da sem se naučil na borzi, se zdaj mogoče lahko na kriptotrgu naučiš že v letu ali pa 2. A ne, se pravi, zraste 100%, pade 50%, a ne, nekatere stvari izginejo, potem imaš ljudje, ki delajo vse, kar ni dovoljeno v realnem svetu vlagateljstva, se pravi, ne vem, frontrunning, potem manipulacije in tako naprej. Tako da nekih pravil v kriptosvetu ni, a ne. Regulativa je zelo, zelo ohlapna in iz tega vidika težko priporočam kripto kot naložbeno kategorijo, a ne. Treba se zavedati, da je to špekulacija z možnostjo rezultata nič, a ne. Zdaj, če rata super, a ne, v tem ponavadi to nas ne skrbi preveč, a ne, problem je tisto, če je rezultat nič, a ne. Moje osebno intimno mnenje, bomo rekli, a ne, o kriptosvetu je pa to, da izhajam iz, kar veliko spremljam ekonomsko zgodovino, ampak res tudi bolj nazaj, a ne. In ekonomska zgodovina nas uči, a ne, ko govorimo o denarju, a ne, da kripto kot tak ne more biti denar. Enostavno zato, ker denar je vedno izdajala neka centralna oblast, da je pobirala senioriteto. Se pravi, to je tisto nad neko notranjo vrednostjo. Zdaj, senioriteta danes v času elektronskega denarja je v bistvu neskončna.
Ker včasih, ko si mogel kovati kovance ali pa tiskati denar, je to nek strošek. Danes, ko samo vpišeš enke pa nule v računalnik, je ta strošek te elektrike minimalen. In vladar, oziroma oblasti v preteklosti, oziroma do danes, so vsakmu, ki se je v bistvu nekako poizkušal izdati denar, pa da bi bil ta velaven, so po domač povedalo, snele glavo. Tako da iz tega vidika ne verjamem. Verjamem pa, da bo neka oblika tehnologije prevladala. Zdaj, bo to kripto evro, bo to kripto dolar, oziroma kako bodo točno funkcionirali. Dejstvo je, da ta finančni sistem, kako je funkcionira danes, pa banke zadržijo 2 dni denar, pa se ne ve, tako naprej, je neučinkovit. In to se bo mogli spremeniti. Te poravnave, to bo mogli instantno teči. Kako bo zdaj to točno laufalo? To je, bom rekel, presega neko moje, nam rekel, znanje, ampak poznavanje tega področja. Tako da iz tega vidika ne verjamem, da sta lahko Bitcoin ali pa Ether neka valuta ali pa denar. Zdaj, a lahko ostaneta kot neka naložbena kategorija, kot neko prebižališče, recimo. Tukaj sem pa se sicer bolj nagibam, da zelo težko, ampak sem že 40 plus, tako da ne vem, mlajše generacije so bistveno bolj temu naklonjene, tako da prihajajo za nami, odvisno, kaj bodo pač vlagatelji pripravljeni sprejeti. Meni se zdi sicer to, da spraviš bitcoine recimo na ključek, pa ga potem zgubiš, pa to izgine, se mi zdi tako malo banalno, ker če je recimo nekdo pred 500 leti zlato zakopal, beremo, da vsake tokcajta nekdo nekaj najde, se pravi, da tisto ni izginilo. Ampak ne vem, se pravim, kot naložbena kategorija možno, da bo obstal. Dejstvo je, da je regulacija zelo, zelo ohlapna. Tukaj se dogaja pranje denarja, financiranje terorizma in še mnoge druge ilegalne dejavnosti. Seveda, tudi mnoge čisto legalne tečejo skozi to. Treba se pa pač, kot sem rekel, zavedati, da je to izredno tvegano in da je lahko rezultat na koncu nula. Zdaj, če iz enke rata dvojka, super, ampak vemo, da vsi razmišljamo samo o tem. Treba razmišljati tudi tisti negativni plati. Ja, o kriptotrgu smo tudi govorili s tvojim nekdanjim šefom, Matejem Tomažinom, ki je bil predsednik uprave KD skladov. Pripravljamo pa tudi crypto-only session, ki bo jeseni, ker bomo govorili samo o kriptu, tako da, Aleš, vabim te, da preveriš. Jaz z veseljem spremljam, tudi preberem veliko, ampak se pravim, nekako te osnovne ekonomske zakonitosti mi ne grejo v to sliko. Deva se pa vseeno ustaviti pri podjetjih iz kriptosveta. Coinbase, konkretno kriptoborza, se je uvrstila na ameriško borzo Nasdaq in pa tudi napoved združitve s SPAC-om se bo na javni delniški trg uvrstilo podjetje Circle Internet Financial Limited, ki je v ozadju tako imenovanega stablecoina, vezanega na ameriški dolar. Zdaj, vzajemni skladi in ETF-i ne morejo neposredno investirati v kriptovalute, pa me vseeno zanima, del pač te kriptopodjetij se premika tudi v ta regulirani del finančnih trgov, zlasti na ameriškem trgu. Kaj zdaj to pomeni? A to se vam zdi interesantno, da bi recimo investirali v takšna podjetja? To je zdaj malo drugačna zgodba. To pač služi oziroma servisira del populacije, bomo rekli, zelo tako poenostavljeno. Tako da te poslovni modeli so lahko čisto ok. Spremljamo, gledamo stvari, problem imamo z vrednotenji predvsem. Vse te stvari so zelo visoko vrednotenje, tako da tega nismo vključevali v noben portfelj, ampak se to je tudi marsikateri IPO ali pa združitev s SPAC-om zadnje čase. Tako da bomo videli, kakšen bo razvoj dogodkov, zelo veliko stvari se dogaja, stvari se odvijajo, ampak kot sem rekel, glavna ovira v tem trenutku so nenormalna vrednotenja, ki jih tukaj vidimo, pa
zelo optimistični, do zadnje potankosti bomo rekli, našraufani ti poslovni modeli, če gre karkoli narobe, bodo pol tudi vrednotenja bistveno nižje. Tako da mogoče ta optimizem se mi zdi vsem teh trenutkov pri tem segmentu malo pretiran. Mogoče še to dodal. Saj tudi združevanja SPAC-i to kažejo. Ta podjetja ugotavljajo, da je lažje priti na trg s SPAC-om, kot pa z IPO-jem, ker na IPO-ju vseeno je na neki prevetritvi ali pa na tem spraševanju vlagateljev, tako poslovni model, kot tudi sami dokumenti in vse ozadje podjetja. Tako da za SPAC-i je pa to lažje. So še nekatera opozorila, da so to divjanje SPAC-i se mogoče ne bo dobro končalo za vse te združitve z SPAC-i. Mogoče, če lahko sam povem, kaj se dogaja na področju SPAC-i, to so posebne namenske družbe, Special Purpose Acquisition Companies. Letos je na ta način status javne delniške družbe z združitvijo s SPAC-om pridobilo 400 družb, lani v celem letu 248, na ameriškem trgu pa trenutno kotira po podatkih Bloomberga 725 SPAC-ov, ki iščejo nove prevzeme. Tudi eToro bo prišel z združitvijo s SPAC-om menda na trg. Kakšno je tvoje mnenje o tem SPAC boomu in pa ali lahko tudi Vzajemni, oziroma ali je Vzajemni sklad kakšen vaš investiral v kakšen SPAC? Ne, to lahko kar takoj rečem. SPAC je v bistvu neka sorte prazna lupina, se pravi podjetje, ki nima poslovnega načrta, pa išče poslovno priložnost, da bo nekaj prevzeli. To jaz ne vidim neke logike, zakaj bi v to investiral. Investiram oziroma investiramo tja, ko vemo, kaj kupujemo. Tukaj si povsem prepuščen upravi oziroma vodstvu tega SPAC-a, da se bo odločila. Mogoče bodo prevzeli prehrambeno podjetje, mogoče bodo, tehnološko eToro ali bodo pa šli v Coinbase, kdo bi vedel. In tako investirati je vsaj za moje pojme težko. To SPAC-i, kar se dogaja, to je manija. In to je posledica tega, da so centralne banke skreirale neskončno denarja pri ničelnih obrestnih merah. To se ne more nadaljevati. Mislim, lahko se še nekaj časa, par mesecev, mogoče celo letošnje leto, še začetek naslednjega nadaljuje, ampak nekončno bo te zgodbe na neki točki konec. In jaz mislim, da večina teh SPAC-ov ne bo preživela tako ali drugače. Tisti, ki bodo imeli srečo, bodo dobili vložek nazaj. Marsikatero te, bom rekel, združitve z temi poslovnimi modeli bodo pa propadli. Ampak to je naravna pot. Veliko IPO-jev in veliko teh nekih start-upov, ki začne in potem najde neko financiranje, propade. Na koncu se vedno vsi osredotočimo na tiste, ki zmagajo, ki zasijajo na tej borzi, one se pa pozabi. Tako pač je, vlagatelji se morajo tega samo zavedati, da je to eden izmed možnih scenarijev. To je tista nula, ki smo prej pri kriptu govorili. Ampak načeloma ni nekih omejitev, da pač sklad ne bi smel investirati v SPAC-e, ali so kakšne regulatorne omejitve? Zdajle v glavi jih nimam, ampak dejstvo je, da že skozi valuacijske modele ne moreš nič spraviti, ker to nič nima. To je samo, SPAC je v bistvu vreča denarja, če si po domače povedamo, to je vreča denarja, ki kotira na borzi, pa je zdaj napihnjena bistveno na tisto svojo vrednostjo denarja, samo zato, ker mogoče bodo pa prevzeli nekaj zanimivega. Tako da ne vidim neke logike po investiranju v to. Imamo pa še eno manijo, to je pa IPO manija. Greva malo pogledati številke. Letos je napovedalo prvo javno ponudbo delnic, torej Initial Public Offering, kar 2338 družb po celem svetu, okrog 50% jih že kotira, ostali še čakajo na svojo uvrstitev. Kateri IPO-ji so ti bili letos zanimivi in ali ste v katere IPO-je tudi sami
investirali, oziroma a imate možnost sploh direktnega investiranja v IPO-je kot institucionalni vlagatelj? Zdaj, če začnemo od odzadja, investiramo seveda lahko. Prvo se moraš vprašati, ali je smiselno, kje so vrednotenja in tako naprej. Zdaj, drugi, če je smiselno, se potem vprašaš, ali imaš sploh dostop do tega. Te najbolj zanimivi IPO-ji, ki so bili najbolj vroči, realno tam ima zelo malo vlagateljev dostopa, ker te velike investicijske banke, za katere smo vsi slovenski skladi minoren igralec, ti enostavno ne omogočajo dostopa do tega. Tako da je to kar zaprta igra, lahko pa potem, ko se skotira, lahko potem kupiš na borzi, ampak dostikrat so bile stvari potem že krepko višje in nezanimive. Smo pa sodelovali v ene par zadevah, ki so bile bolj tukaj regijsko izpostavljene, recimo ta poljski internetni trgovec Allegro, je bila ena taka stvar. Tako da bolj se mogoče malo tukaj osredotočamo na regijo, ker enostavno tukaj se lahko zraven pride. Smo tudi gledali, ko je bil Ant napovedan, pa je potem se skrb zadeva padla v vodo, če si iskreno povedano, ne vem, ali bi uspel priti zraven ali ne, se pa nam je v tem trenutku stvar zdela zanimiva. Tako da IPO, kot si rekla, ogromno število podjetij išče denar, spet posledica ohlapne denarne politike, denarja je veliko, v bistvu je zastonj. To je ena stvar, druga stvar je pa tudi, na kar bi opozoril, kar kaže na nek znak pregretosti trga, je pa to, da veliko teh IPO-jev, ki se dogajajo, je private equity, oziroma tako imenovani smart money, odmetava naložbe, po domač povedano. Se pravi, oni sedaj na borze dajejo naložbe in jih v bistvu prodajajo, ki so jih kupovali. Nekatere tudi samo 3 leta nazaj, ampak ene stvari pa 5-7 let nazaj. Tako da to je še en tak signal, ki nam kaže, da mogoče je trg res v zreli fazi. Se pravi, velika količina IPO-jev pa velika količina teh IPO-jev, ki prihaja, da jih private equity v bistvu lista svoje ali pa odprodaja svoje naložbe in s tem v bistvu jih monetizira, se pravi, pobira dobičke z mize. Trenutno je na roadshowu Robinhood. Ravno včeraj je prišla novica, da so nekoliko znižali ocenjen razpon cene v ponudbi. Kakšno se ti zdi? A se ti zdi to zanimiva, recimo, naložba? Moram priznati, da nisem gledal valuacijske metrike. Robinhood ima nek nov pristop. Zdaj se bo na dolgi rok pokazal, ali ne, da je ta v bistvu neke sorte zero fee model, a bo to funkcioniralo ali ne, pa pol ostale, pa služi na drug način, tako da prodaja podatke. Zadnjih 10-15 let nam je pokazalo, da so bila ta podjetja ponavadi kar uspešna z nekimi novimi poslovnimi modeli, ki so neko disrupcijo prinesla na trge, na neke ustaljene poslovne modele. Ker tukaj v tem brokeraži, v tem borznem posredovanju, tukaj ta poslovni model je 100 let star. Se pravi, greš nekam, odpreš račun in plačuješ provizijo za trgovanje. Tako da poslovni model je čisto ok, valuacijsko nisem gledal, v detajle, že pred časom so bile neke tiste cifre, ki so imeli oni neke interne kroge financiranja, so bile valuacije izredno visoke, tako da v tistem trenutku ni bilo preveč zanimivo. Stvar ostaja odprta, se pa bojim, da tudi, če bi bilo zanimivo, da nimamo, bom rekel, slovenski vlagatelji, nimamo dostopa do takšnih IPO-jev. Oziroma, pa je potem še zmeraj črviček v glavi, če ga imamo, se pravi, glede na to, da so taki trgi rangirani zelo nizko, se vprašaš, ali je to dobra investicija potem. Če te velike tuje investicijske banke, kot so Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan, če Slovence spustijo zraven, da nisi na koncu prehranjevalne verige, to se potem vedno sprašuješ. To je dobro, ja.
Mogoče tudi nek napotek za male vlagatelje, ki si želijo investirati v te vroče zgodbe. Takoj, ko pridejo potem na borzo, vidimo blazno nore skoke, 100-200%, potem pa tudi seveda tudi upad, ne, temu sledi. Koliko hitro investirati v take naložbe, kdaj se umirijo te strasti, takoj potem, ko pridejo na borzo? Ja, to vidimo, da se zadeve umirijo od parih dni do parih tednov, odvisno zdaj, kako vroča zgodba je bila, ne, pa koliko je nekih novic. Didi se še ne bo umiril nekaj časa, ne. Potem so pa važni te neki lock-up periode, a ne, se pravi neka obdobja, ko potečejo, ko nek časovni rok poteče, ko lahko obstoječi vlagatelji ali pa neki novi ali pa stari ali pa management odprodajajo določene deleže spet, a ne. In takrat se spet lahko pojavi večje nihanje, a ne. To je, mislim, dosti standardna zadeva pri več ali manj vseh IPO-jih, a ne, sploh za management pa za stare vlagatelje. Ko imajo neka obdobja, zdaj je to 3, 6, 9 mesecev, ko ne bodo prodajale delnice, ne, ko jih pa spet začnejo, je pa lahko delnica spet pod pritiskom, ne. Tako da IPO-ji imajo neke, bom rekel, malo posebne zakonitosti, ki jih je dobro poznati, a ne, da tudi razumeš pol to celo gibanje, ki se dogaja na borzah. Vzajemni skladi vsak mesec izdajo poročilo, kako so investirali svoj denar, kaj so povečevali, katere pozicije so povečevali, katere zmanjševali. A lahko mogoče izpostaviš konkretne naložbe, ki jih lahko najdemo tudi v tem vašem poročilu, kaj ste recimo kupovali, prodajali, kaj ste zmanjševali, povečevali? Zdaj, čisto posamezna imena ne bom izpostavljal, mogoče bi malo regijsko oziroma geografsko pa panožno povedal, a ne. Majhno smo rotacijo naredili v zadnjem mesecu ali v IT, a ne, sploh ameriški. Na globalnih skladih, recimo pa na našem skladu Amerika. Nekoliko smo zmanjšali recimo v tej osnovni potrošnji oziroma v staplesih. Potem smo tudi malo rotacije naredili iz teh, znotraj financ, recimo, a ne, iz zavarovalniških delnic ven v bančne bolj. Tako da, recimo, to so bile ene take stvari, a ne, ki so. Ni pa bilo v zadnjem mesecu nekih ful velikih sprememb v portfeljih. Mogoče se zdajle bliža to obdobje, ko bo več earningsov, a ne, začele so finančne družbe, zdaj pa prihajajo te večje ostale. Pa seveda, po vsakih earningsih prilagodimo, a ne, portfelj, vidimo, kje so kakšne stvari razočarale, kje so kaj presenetile, uteži se spremenijo in v skladu s tem tudi mi prilagodimo portfelj, a ne. Zdaj glih iščem to poročilo, ker moram vprašati, katere konkretno naložbe so bile. A mi lahko poveš, katere so bile? Mislim, tudi tega poročila oziroma vseh detajlov ne vem na pamet. Tisti top 10. Top 10 pa ne vem, mislim, v samem našem poročilu imaš top 10 naložb, ne, ni pa povzetka sprememb samih. Okej, se pravi sprememb. Top 10 naložb pa lahko, mislim, komuniciramo po posameznih skladih, to pa ni problema. No, dobro, dajva pa izpostaviti top 10 naložb, ki jih imate v skladih. Ja, zdaj v katerem skladu? V delniško globalno razpršenem skladu. Katere so tiste naložbe, ki jih imate? Seveda so največjo uteži imajo potem te ameriške IT podjetja, a ne, kot so Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, a ne, pa se že pride kakšna banka. Ampak recimo v našem globalnem, a ne, ki se je preoblikoval v aprilu, maju, bivšem dividendnemu, a ne, je Amerike cirka 55% portfelja, a ne, tako da znotraj tega so tudi največje uteži te največje podjetja, a ne. Kateremu benchmarku pa sledi oziroma kateri je ta primerjalni indeks, ki mu sledi ta vaš sklad globalni? MSCI World All Countries, se pravi globalni, ki vključuje vse trge, a ne, treba biti pozoren, ker sta dva, eden vključuje trge v razvoju, en pa ne, a ne, naš vključuje tudi trge v razvoju, tako da imamo noter tudi delnice iz trga v razvoju, a ne.
Se marsikateri upravljalci premoženja vedno mi govorijo, da se primerjajo da je edini pravi meter za njih v bistvu ta primerjalni indeks. In kako kaže ta meter? Ali dosegate, presegate benchmark? Od preoblikovanja dalje kaže kar dober. Je pa res, da pač prej za nazaj, ki je imel benchmark je bil isti, samo je bila investicijska politika drugačna, tam smo zasledovali dividendne delnice, je pa seveda bil razkorak, ampak logika investiranja je bila čisto drugačna. Tako da zadnji mesec pa pol pa moram reči, da je zelo dobro kaže. Kako pa se recimo odločaš, katere pozicije boš zmanjševal ali pa povečeval v določenem skladu ali pa v portfelju? Recimo, kot sem rekel, zdaj čisto konkretno, zdaj, ko bodo rezultati ven prihajali, pa bomo videli, kakšni so rezultati, zdaj bodo pozitivna, negativna presenečenja, pa vidiš, zakaj je do posameznih presenečenj prišlo in na podlagi tega bomo lahko določene uteži povečali ali pa zmanjšali. Če vidiš, da je nekaj samo začasne narave, potem lahko ne narediš nič. Če pa vidiš, da se pri določenem podjetju pojavljajo neke težave ali je pa nekaj bolj dolgoročne narave, potem se lahko odločiš, da pač povečaš tisto, kar izgleda bolj perspektivno, pa zmanjšaš ono, ki je manj perspektivno. Recimo konkreten primer znotraj sektorja osnovne potrošnje Staplesov, znotraj Evrope, kot sem prej rekel, vidimo, da je Nestlé bolj propulziven od ostalih, kot so recimo Unilever ali pa Reckitt Benckiser oziroma še nekaj takih podjetij, Danone, in zaradi tega imamo večjo utež v Nestléju, kot v teh ostalih omenjenih. Mogoče si marsikateri poslušalec predstavlja, da precej aktivno trgujete. Koliko v bistvu je tega trgovanja pri upravljanju premoženja in koliko v bistvu transakcij opraviš v povprečju recimo na dan ali pa na teden? Kar nekaj. Je pa to zelo tako, pride kampanjsko, bomo rekli. Kot sem rekel, zdaj, ko bo več rezultatov, bo več tudi transakcij, ali pa če se kakšni dogodki zgodijo na trgu, je lahko tudi več transakcij. Če pa, ne vem, zadnji teden jih je bilo pa zelo malo, v bistvu, ker je bilo en tak relativno tiho obdobje, trgi so šli malo navzdol, ampak v bistvu nič konkretnega. Manjše spremembe smo upravili pri rezultatih bank, pri ameriških, ampak to so bile res minorni popravki. In v bistvu čakamo na to glavnino objav rezultatov in pa bo tudi več transakcij. Zdaj, koliko je to na letnem nivoju, na sklad, jaz bi rekel, da je gotovo več kot ena transakcija na dan, ampak pride dan, ko imamo, ne vem, 30 transakcij, 40 transakcij. Recimo, če se odločiš, da boš povečal delež denarja, pa zmanjšal utež v delnicah, to pomeni, da nekako probaš, pa ti je struktura se pravi, da ne bi bistveno spremenil strukture, lahko zmanjšaš 30-40 pozicij, za nek delež in potem gre to v denar, imaš večjo pozicijo v denarju. Ampak s tem si naredil lahko 30-40 transakcij in je to že več kot ena transakcija v povprečju na mesec. Tako da, ker imamo veliko pozicij, tudi pride veliko transakcij. Dostikrat slišimo nasvet finančnikov, kupi naložbo in pozabi nanjo. Se pravi, aktivno versus pasivno oziroma couch investiranje. Kako komentiraš to? Zdaj ti govoriš, da imate eno transakcijo na dan, včasih tudi po 30-40 na dan. Ja, mislim, mogoče bi še to pri transakcijah poudaril. To ne pomeni, da bom pa zdaj, da recimo odprodaš cel Apple, če bomo slabe rezultate. Ampak zmanjšaš utež, pa mogoče povečaš utež na česa druga. Mi smo zagovorniki aktivnega upravljanja. Jaz tudi nisem zagovornik, da kupiš naložbo, pa jo pozabiš. Sej to nikjer ne moreš. Ne vem, kupiš stanovanje, boš kar nanjega pozabil. Čez 2 leti začne voda puščati. Se pravi, skozi se moraš ukvarjati. Je pa res, da se ni treba, tudi mi našim vlagateljem, mi ne rečemo, da vloži hnem pa pozabi. Mi želimo, da nas enkrat na kvartal ali pa mogoče na polletje, da se pride na posvet, pa se mogoče kaj spremeni, če je potrebno, pa sklad je razpršen. Tako da jaz mislim, da si ne moreš privoščiti, da boš kupil pa pozabil. Stvar moraš spremljati, moraš vedeti, pri čem si
In to je naloga vsakega posameznega vlagatelja, tudi tistega, ki ima mogoče neko upravljanje premoženja, pa ima upravitelje, ki to za njega počnejo. Ne. Je pa res, da to ni treba početi na dnevni bazi ali pa celo znotraj dneva. Ne. Tega pa jaz ne za svoj portfelj, ne za sklad v bistvu kot tako ne počnem, ne. Tega nekega dnevnega tradanja. Tukaj pa jaz ne vidim nobene dodane vrednosti. Ne. Ampak se je pa treba vsak dan sproti spraševati, ne, sploh jaz kot upravitelj, a sem pravilno pozicioniran, bi mogel kaj spremeniti in tako naprej, ne, ker pač svet se ni ustavil, ne, teče naprej in dogodki se vrstijo in dogajajo. No, greva dati še mogoče en tak konkreten nasvet, recimo, da ima danes nekdo 20 tisočakov denarja, je pripravljen tvegati več, bi investiral seveda tudi dolgoročno, skrbi ga pa, da so trenutna vrednotenja na rekordih. Kako plasirati ta denar na trg? 20 tisoč. Jaz bi to potem splasiral v enakomernih obrokih, 12-krat, se pravi, razbil bi na 12 mesecev, 12-krat po teh 1000 in še nekaj evrov, ne, se pravi, vsak mesec. In bi se tega držal, ne glede na to, kaj se na trgu dogaja, ker probleme ljudje to še naredijo, ne, potem pa začnejo tečaji malo drseti, pa začnejo čakati, ne. In s tem zamudijo vse super nakupe, ko pridejo v neki korekciji. In potem spet drago kupujejo, ne, ker pol še cel odboj zamudijo in potem pridejo čez 1 leto ali pa čez 2 leta, ko so tečaji že nek x% višji, mi bi pa zdaj nadaljevali to, ne. Tako da to je po mojem daleč najboljši pristop, pa seveda mogoče sploh za nekoga, ki danes še ni investiran, naj začne skozi nek mešani ali pa globalni sklad, ne. In potem dodaja, kot si prej omenila, panožne in tako naprej kot začimbo, ne. Se pravi, skozi neko globalno razpršitvijo je to prvo spoznavanje za trgom, z borzami, kako stvari funkcionirajo in se potem od tam gre dalje, ne. Mogoče zdaj, ko omenjaš mešane sklade, lahko omeniva tudi, da upravljaš najstarejši sklad Galileo, naslednje leto bo 30 let praznoval. Koliko časa upravljaš ta sklad? Zdaj 20 let si upravljalec? V bistvu realno tam nekje od začetka finančne krize, ne, da sem, bom rekel, bolj samostojni upravljalec, ne. Prej smo imeli še zelo tudi timski način, ne, tako da recimo tam nekih dobrih 10 let, pa 11 let, ne, kaj takšnega. Preverila sem številke. Od ustanovitve pa do konca minulega tedna je Galileo ustvaril približno 11,4% povprečno letno donosnost. Seveda tukaj treba pač poudariti, da pretekli donosi niso garancija za prihodnje. Gre pa to za fleksibilen sklad, kar pomeni, da gre za neko razmerje med delnicami in obveznicami. Kakšno je trenutno to razmerje? Ja, slabih 70% je delnic, cirka 30% je, bomo rekli, obveznica, ne. Tako razmerje se mi zdi, da trenutno ustreza tem razmeram na trgu, a ne, se pravi, delnice niso ful poceni, ampak znotraj obveznica, ne, oziroma teh naložb s fiksnim donosom nimaš kam iti več, a ne, ker je vse več ali manj blizu negativnega donosa. Seveda, če bi bila kakšna korekcija, ne, bi mi zelo ustrezalo na takem skladu, bi lahko večjo utež delnic. Tako da jaz mislim, da je tako razmerje primerno stanju na trgu, se pa to lahko prilagodimo, bomo rekli, na dnevnem nivoju, ne, pa spremenimo alokacijo oziroma uteži posameznih naložbenih kategorij, ker je investiranje globalno, a ne, dobro, obvezniški del je v evro, v evropskem koncu, delnice so pa globalno, tako da tukaj likvidnost ni nobena ovira. O obveznicah danes nič nisva prav preveč povedala. Gre sicer za nek naložbeni razred, ker načeloma mali vlagatelji ne grejo investirati direktno, ampak v bistvu bolj preko vzajemnih skladov in pokojninskih družb nekako sodelujejo na tem naložbenem segmentu. Kaj lahko zdaj poveva trenutno o dogajanju na obvezniškem trgu, pa dajva se mogoče samo skoncentrirati kaj na državne, a bi morda tudi podjetniške malce pogledala? Par besed lahko rečeva tudi, ne. Državne so, videli smo ta kar lepo rast v bistvu obveznic in s tem padec
padec zahtevanih donosnosti v zadnjem tednu ali pa dveh, to nekako gre v skladu s tem znižanimi pričakovanji glede inflacije, pa znižanimi pričakovanji glede dviga obrestnih mer v ZDA, pa posledično se malo to prelije tudi v Evropo. Ampak suma sumarum, v primerjavi s trenutnimi inflacijskimi nivoji, obveznice še zmeraj imajo v bistvu negativno donosnost po eni strani, po drugi strani tudi sam nominalni donos je zelo, zelo nizek. Pa predstavljajo, če se kakšni večji bolj sunkoviti premiki zgodijo, predstavljajo kar neko tveganje za to seveda percepcijo varnosti. Se pravi, če bi ali inflacija presenetila, ali bi presenetile centralne banke z dvigom obrestnih mer, tako da niso zelo privlačna kategorija v tem trenutku. So pa za del vlagateljev še zmeraj precej manj tvegana kategorija kot delnice, in tudi v luči tega prelivanja prihrankov iz bank v neke druge naložbene razrede, tudi na borze, ena taka dobrodošla vstopna točka, ko se vlagatelji začnejo spoznavati z borzo pa z nekimi drugimi zakonitostmi. Največkrat to, da premoženje ne raste v ravni črti, kot pri depozitu, ampak da niha, tudi na obvezniških trgih. Tako da samo stanje na obvezniškem trgu je v bistvu, jaz bi rekel, ena taka vse nirvana, nekih velikih pretresov zadnje čase ni. Pribitki, ko smo omenili korporativne obveznice, so nad državnimi so rekordno nizki, se pravi, da je nekako percepcija, da so podjetniške obveznice enako varne pa skoraj enako varne kot državne, to je tudi posledica tega, da do 2024 bo ECB še naprej odkupovala tudi podjetniške obveznice. V bistvu kolega Primož Cencelj, ki se bolj ukvarja pri nas z obvezniškimi naložbami, pravi, da na obvezniškem trgu kar vlada suša. Se pravi, sploh na podjetniških obveznicah ni neke prave ponudbe, vsi držijo pozicije, tako da je mogoče tudi malo ta lažen privid neke varnosti, sploh na podjetniških, ker smo videli, ko pa pride do nekega stresnega trenutka, pa če ni likvidnosti, na nelikvidnih stvareh cene vedno bolj zanihajo, kot na likvidnih. Zato je, Ljubljanska borza kot najbolj plastičen ali pa klasičen primer v 2008-2009 pa pol še naprej bistveno bolj padla kot ameriška, zato ker likvidnosti ni bilo, prodajalci so pa bili. In zato čisto kratkoročno so mogoče podjetniške še zanimive, ampak na majhen daljše obdobje pa vseeno je treba biti malo pozoren na to, tudi na to likvidnost, bomo rekli. Dostikrat obuješ spomine na leto 2006, 2007, 2008, pa dajva mogoče izpostaviti te najbolj tiste lekcije, ki si jih najbolj zapomnil iz tistega časa. Marsikateri naš poslušalec še ni doživel nobene resne korekcije, tako da mogoče bi na svet prav prišel od izkušenega majčka, kot si ti. Ja, mislim, osnovna lekcija je, da je trgovanje z vzvodom je lahko tvoj pogreb. Se pravi, s posojenim denarjem je sicer lahko na hitro veliko narediš, ampak tudi veliko izgubiš. Tudi celo glavnico poje. Kar smo se pa naučili iz vseh kriz, ne samo iz te, ampak iz vseh nazaj, se jaz dostikrat pohecam, važno je samo, da ti ne vzamejo vseh žetonov. Se pravi, tisti, ki je bankrotiral, je izgubil vse žetone in tistega ni več v igri. Tudi ti vrednost naložbe pade za 80%, pa si ohranil karte, verjetno je, da je tudi ostalim ful padala. In potem se skupaj iz tistega znižanega nivoja s potrpežljivostjo se lahko zgradi nekaj novega. In to se je pokazalo tudi v krizi. In na S&P-ju je bil, mislim, da je bil okrog 670 nekaj takšnega točk, pa vemo, kje je danes. Tako da zadeve, dokler imaš karte v igri, to takrat lahko sodeluješ, sam ne smeš teh žetonov izgubiti. Druga taka lekcija je, v bistvu veš, da nič ne veš, se pravi, vsa ta dolgoročna naša pričakovanja, ugibanja,
končni fazi so samo to, pričakovanja in ugibanja. Jaz se zavedam, da imam bistveno več informacij kot povprečen poslušalec tega podcasta, ampak ni pa nekih dokazov, da je to bistveno več vredno, oziroma da sem zaradi tega boljši prerokovalec. Sploh na daljše obdobje, kaj bo čez 3-5 let, ker, kot smo rekli, danes že večkrat, nekih teh dejavnikov, ki vplivajo na dogajanje, je ogromno in se spreminjajo na dnevnem nivoju. To bi bil to, pa mogoče neka skromnost, se zavedati tega, da vse ne veš zelo malo, in da to ugibanje je samo ugibanje. Tako da iz tega pol pride, da realizacija profitov ni nujno slaba. In da, čeprav se sliši zelo, zelo zanimivo, jolo, pa hodel, pa tako naprej. Ampak te neki statementi, po moji oceni, za denarnico pa niso preveč dobrodošli, sploh ne na neko dolgo obdobje. Ja, kot sem rekel, če pride do nekih nihajev pogleda, zakaj se dogajajo, pa ni mus, da zaradi tega je treba realizacijo narediti ali pa prodati. Lahko skozi ta nek stres držiš, ampak samo važno, da veš, zakaj to držiš. Ne zaradi statementa samega držati zadeve, po mojem, nima smisla. Ja, jaz mislim, da je to kar velika dilema marsikaterega vlagatelja. Dobili smo enkrat eno zelo zanimivo vprašanje enega mladega fanta Lovrota, ki je vprašal, kako realizirati, kdaj prideš do spoznanja, da moraš realizirati dobiček. To je v bistvu kar težko, ko vse leti v nebo in v bistvu nekako hočeš ostati z vsemi žetoni v igri, in kar nekako vztraješ in kar nočeš realizirati dobička. Daj mogoče še tukaj en tak nasvet, kdaj realizirati dobiček, kdaj reči dovolj je 100%, 200% rast. Ja, moja osnovna filozofija je, če ne veš, kaj bi, na splošno, če ne veš, kaj bi z določeno naložbo, pa pustimo si naredil izgubo, si naredil plus, prodaš pol. Prodaš pol. Če ne veš, kaj bi, pa ne veš, zakaj jo držiš, točno, prodaš vsaj pol. Če padeš še naprej, v redu, super, si vsaj pol vzel z mize. Če raste še naprej, v redu, imaš še zmeraj pol žetonov v igri. To je čisto taka psihološki trik. Zdaj, še bolj super je, če pa že veš na začetku, ko si šel v naložbo, pa so tvoji cilji, pa do kje boš držal. Če si rečeš 100% bom naredil, pol se tega drž, potem, ko res raste zadeva 100%, se drž vsaj tako, da vsaj pol prodaš. Da poberi nekaj z mize. Osnovno glavnico si vzel z mize, pa se igraš z dobičkom. Zdaj, nekateri pravijo, da tako nikoli ne boš multimilijonar ali pa milijarder, ampak bodimo realni, večina izmed nas to nikoli ne bo. Tako da to za redke primere deluje, in te ljudje, ki so s tem uspeli, se pohvalijo. Sam unih na drugi strani, ki jih je bistveno večja množica, ki so probali mogoče nekaj takšnega, pa niso uspeli, unih ne slišimo, uni ne pridejo na podcaste. Kako da ne pridejo? Vsi pridejo na naš podcast. No, mislim kot gosti, da bi povedali svojo zgodbo, kako so izgubili vse. Ne, smo imeli Toni Jukić je tudi kar povedal, da je imel zelo bogate izkušnje z tega področja. Tudi recimo Damjan Merlak nam je povedal, da je izgubil, mislim, da $5 milijonov z nafto, ko je stavil. Ampak dobro, on je investiral. Ampak on je recimo klasičen primer tega, je bil razpršen, imel je različne naložbe. Problem so vlagatelji, ki imajo v eni ali pa v dveh naložbah v bistvu celoten portfelj. Ja. Načeloma, mi nismo zagovornik tega, tudi ti nisi, niti pač vsak normalen poznavalec trga nekako svetuje razpršitev, to je itak jasno. No, dobro, ko zdaj govoriva o teh dobičkih in izgubah, pa mogoče lahko tudi razkriješ ti, kako je sestavljen recimo tvoj portfelj naložb v tem hipu. V tem hipu je moj portfelj naložb večinoma v naših skladih. Znotraj skladov sem kar, bom rekel, globalno razpršen, pa še začimbe. Imam pa posamezne delnice, ki jih mogoče čisto higiensko ne bi omenil. Ena je slovenska, več je tujih. Noben ni big cap, so bolj small capi, ampak jaz spet na te delnice, na te stock pike gledam kot na neke začimbe,
ki jih dodajam v portfelj, pa recimo, da podrobno poznam te delnice, pa se mi zdijo zanimive. In marsikatera ta delnica je tudi v portfeljih naših skladov. Bi pa iz higienskih razlogov ne bi omenil posameznih imen. Ker imam slabe izkušnje iz preteklosti, že 20 let sem na trgu, pa so že bili očitki, da mogoče s tem poskušam vplivati na te delnice. Ja, bolj težko, po moje, vplivaš na te delnice. Zdaj, na tujini težko, ampak slovenska pa že mogoče. Mislim, čist bi se izognil očitkom. Pa so pa seveda še nepremičnina, v kateri živiš, pa jaz vse na njo deloma gledam tudi kot na naložbo. Pa ti že veš, da se zelo veliko ukvarjam tudi z nekimi alternativnimi investicijami, z starinami, z numizmatiko, se pravi star denar, kovanci in tako naprej. Tako da vse je po eni strani tudi, recimo numizmatika, pa to je hobi, po drugi strani je pa vse to tudi neke vrsta naložba. Vse ne računam, ko bom star, pa bom rabil kakšen denar, za dohtarje, to lahko prodaš. Tako da jaz bi rekel, da sem razpršen. No, o teh alternativnih naložbah bomo vsi kar še govorili, to je zelo zanimivo. Dobivam tudi kar veliko vprašanj ljudi, kako investirati v te alternativne naložbe, recimo v slike in druge umetniška dela, tudi numizmatika, sem dobila že vprašanje, pa recimo starodobniki. To je bilo tudi eno tako vprašanje, ki me je kar malo presenetilo, ker pač je zanimivo, ampak vseeno potrebno veliko znanja imeti za to, da ti opraviš eno tako investicijo. Drži, se strinjam. Predvsem, bom rekel, ni nekih standardiziranih finančnih produktov, vsaj ne pri nas, ki bi ti omogočala. Tako da na določeno področje se pač potem moraš spoznati, morate biti blizu, morate biti priljubljeno. Zdaj, da boš samo starodobnika kupil, pa ga zaklenil v garažo, pa nikoli več pogledal, pa bo pridobival na vrednosti, to je dosti brez veze. Morate biti, se pravi, avtomobilizem v veselje, da se kakšno soboto, nedeljo malo okrog zapelješ, da kakšnega kampeleš, pa da ga malo sam pošraufaš, pa tako naprej. Isto je pač, bom rekel, z mojo numizmatiko. Meni je to v veselje, odkrivanje zgodovine, ekonomske in drugačne, in pač skozi hobi potem je lahko tudi investicija. Zdaj, da bi samo, bom rekel, nekaj kupil, samo zato, da bom dražje prodal, tega ne počnem in tudi ne vidim smisla. Tudi ne funkcionira ta stvar tako. Tukaj niso standardizirani produkti, likvidnost ni toliko dobra, kot je pri delnicah, tako da iz tega vidika potem to naložbenje nima smisla. Zdaj, ko omeniš starodobnike pa vožnje okrog, recimo, lahko kot zanimivost povem, imamo tudi mi nekaj umetniških del, ki jih posojamo za razstave in tako v bistvu nekako buildaš tudi v bistvu vrednost tega umetniškega dela. Seveda, treba je delati na tem, nobena stvar ne pride samo od sebe, tako da treba je s temi sorodnimi orodji, marketinškimi pristopi pa tako naprej si pomagati, da nadgradiš. Zdaj, zakaj pa so, bom rekel, Picassove ali pa ne vem, marskatere slike so tako uspešne. Zaradi vsega dela v marketingu in vso promocijo vloženega od nastanka. Sej, na koncu imaš teh umetnikov, ki recimo sploh malo starejših mojstrov, ki izgledajo podobno, pa niso uspela. Nekaj se je zgodilo, neki trenutki so se zgodili v preteklosti, zaradi česa je pač zgodba postala catchy, in to je to. Ja, Aleš, odlična debata, najlepša hvala za v bistvu ta vpogled upravljalca v aktualno dogajanje na trgu. Mislim, da je to zelo dragocen vpogled in tudi v bistvu konec koncev vse nasvete, ki si nam jih dal, so odlični, tako da iskrena hvala za sodelovanje v podcastu Money How. Hvala tebi za vabilo.